Ali je mogoče živeti kot Jud in zagovarjati Jude, hkrati pa slediti karieri v umetnosti? Generacije ameriških Judov so imele pomembno vlogo v Hollywoodu in gledališču, vendar so le redko uporabili te platforme za zagovarjanje judovskih zadev, kaj šele da bi s svojim delom razlagali ali izpostavljali judovsko življenje kot nekaj, kar je vredno praznovanja in naj bi bilo obravnavano kot nekaj običajnega, ne pa kot ozadje tragedije ali nekaj, kar je treba opustiti, da bi postali popolnoma Američani. In po 7. oktobru in ob posledični uveljavitvi antisemitizma v Srednjem toku je izbris Judov ter sprejemanje demonizacije Izraela postalo nekaj običajnega. Vendar pa en judovski umetnik, ki je odraščal v Hollywoodu, poskuša to smer obrniti. Ta teden v oddaji Think Twice se pogovarjamo z igralcem, umetnikom in podcasterjem Jonahom Plattom o tem, kaj pomeni biti džad danes. Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji Think Twice. Židje so že več kot stoletje vse prisotni v ameriški popularni kulturi. Pravzaprav bi lahko rekli, da so bolj ali manj izumili Hollywood. Toda le redki med tistimi, ki so to storili, ali med tistimi, ki so jim sledili, so svojo slavo in vpliv uporabili za to, da bi pomagali popularizirati podobo judovskega življenja kot nekaj, kar počnejo običajni ljudje. Hollywood je odražal težnjo uspešnih Židov po popolni asimilaciji, hkrati pa je tiste, ki tega niso storili ali so si vsaj želeli ohraniti svojo identiteto kot pomemben del svojega življenja, prikazoval kot ljudi, ki morajo izginiti. Toda ta umik od judovske posebnosti je bil le uvod v to, kar je sledilo, ko je ameriška levica sprejela toksične leve teorije, kot so kritična rasna teorija, intersekcionalnost in naselitveni kolonializem, ki so Izrael in Jude lažno označile za bele zatiravce, sionizem pa za obliko rasističnega fašizma. Po terorističnih napadih palestinskih Arabcev pod vodstvom Hamasa na izraelske skupnosti 7. oktobra 2023 in posledičnem svetovnem porastu antisemitizma je podpora Izraelu izginila. In ogorčenje zaradi brezprimerno povečanega sovraštva do Judov ali celo zaradi grozodejstev 7. oktobra je bilo redko slišati iz sveta umetnosti, celo od njegovih najvidnejših Judov. Vendar obstajajo izjeme od tega pravila in veseli smo, da je ena izmed njih danes z nami. Jonah Platt je igralec, pevec, pisatelj, režiser in producent, znan po svojih nastopih na Broadwayu, v filmih in na televiziji. Toda od 7. oktobra je njegov glavni projekt Being Jewish with Jonah Platt, njegovim podcastom. Odraščal je v Hollywoodu ob očetu, ki je bil uspešen producent in dejaven v judovski skupnosti, ter materi, ki je bila vidna judovska aktivistka in filantropistka. Prevzel je nalogo, da poskuša promovirati pozitivno podobo judovskega življenja in spodbuditi več dialoga ter enotnost v judovski skupnosti. Jonah Platt, dobrodošel v Think Twice. Hvala, da ste me povabili. Hvala, da ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Začel bi z vprašanjem, kaj vas je spodbudilo, da ste se po 7. oktobru začeli bolj osredotočati na svojo judovsko identiteto. Ko se zdi, da je večina Judov v ustvarjalnih umetnostih bodisi navijala za napad na Izrael ali pa preprosto molčala. No, izpodbijal bi drugi del vaše trditve. Mislim, da so morda tisti, ki so bili najglasnejši, videti kot da navijajo. Imeli smo veliko ljudi v Hollywoodu, tako tistih pred kamero, kot tudi mnoge za kamero, ki so, tako kot jaz, zdaj bolj vpleteni kot kdajkoli prej. In zagotovo nočem zmanjševati zaslug zelo glasnih makabejskih judovskih bojevnikov, ki jih imamo v Hollywoodu in ki so se v tem trenutku resnično izkazali. Ampak če govorim zase, veste, to je trenutek mojega življenja, zagotovo pa tudi naših življenj, kar zadeva judovsko skupnost. Če se zdaj ne boš zares sprejel svojo judovsko identiteto in ponosno stal v njeni obrambi, kdaj pa boš to sploh naredil? Torej, zame to res ni bila izbira. Ni bila zavestna odločitev v smislu, ali naj to naredim ali ne. Kakšne bi lahko bile posledice? Nič od tega ni bilo. To sem pač jaz. Zdaj gre za res.
Vidimo, veste, 7. oktober je bil grozljiv dogodek, kakršne še nihče od nas ni videl, zagotovo ne v mojem življenju. In obstajala sta dva načina, kako se s tem soočiti. Mislim, da so se nekateri pred tem umaknili, drugi pa so se dorasli trenutku. In zame res ni bilo nobene druge odločitve. Samo sledil sem, veste, spomnim se citata Marka Cubana, kjer pravi: "Ne sledi svojim sanjam, sledi svojemu trudu." In to mi je vedno ostalo v spominu. In moj trud me je vodil v to smer. Preprosto moja energija in moj čas. To je bilo tisto, kamor sem jih naravno vlagal. In po nekaj mesecih zelo aktivnega sodelovanja na družbenih omrežjih in v resničnem življenju. Takoj po 7. oktobru sem si resnično želel osredotočiti na svoje proaktivno judovsko zagovorništvo. In od tam je prišel tudi sam podcast Biti Jud. Kaj je moje bistvo? Proaktivno, pozitivno sporočilo. Veste, moje vrednote, ki jih resnično želim poudariti. Ne samo kot odziv na vse, kar se dogaja zdaj, ampak res razmišljati o tem, ko se prah poleže. Kako bo to videti v prihodnosti? Hvala, da ste poslušali Think Twice. Ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od podcast platform, ali nas gledate v živo na Facebooku, X ali na JNS YouTube kanalu, prosimo, da všečkate in ali se naročite na JNS. Kliknete na zvonček za obvestila in nam daste dobre ocene. Poleg Think Twice obstaja tudi podcast Jonathan Tobin Daily, kjer z vami delim še več novic in analiz o najpomembnejših vprašanjih, s katerimi se danes soočamo. Dnevno oddajo lahko najdete pod Jonathan Tobin Daily na kanalu JNS, kjerkoli poslušate svoje podcaste. In zdaj nazaj k današnjemu programu. Ja, in mislim, da je pošteno reči, da je seveda veliko Judov, ki so se oglasili, ki delujejo na področju umetnosti in so naredili stvari, ki so bile zelo pohvaljne. Ampak slišal sem, posebej v tistih prvih nekaj mesecih, mesecih, prvem letu, 23, ko je prehajalo v 24, slišal sem od bralcev, ki so me spraševali, kaj pa ta oseba, kaj pa tista oseba? Veste kaj? Ugotovil sem, da sem to počel tudi sam. In vedno sem bil tak človek, ki je menil, da manj kot vem o svojih najljubših umetnikih ali športnikih, manj kot vem o njihovem osebnem življenju ali prepričanjih, bolj srečen bom. Nisem si želel poglabljati v to, ker, veste, to te nasplošno ne naredi nič bolj srečnega. Prav. Ni nam treba vedeti, da je bil tvoj športni idol, ko si bil majhen deček, recimo zoprn pijanec ali kaj podobnega. Ali pa ima res grozna stališča, ki te res, veš, šokirajo. Prav. Ločevanje umetnosti od umetnika. Prav. Ampak sem se zalotil, veš, da gledam, ali pa, veš, pogledaš na družbena omrežja in bi rad kar segel tja noter in jih malo predramil te rekel, hej, to je res pomembno, to je zgodovinski trenutek. Mislim, spomnil bi se stvari, ki sem jih bral o Judih v Hollywoodu v poznih 30 letih in rad bi vprašal še malo več o zgodovini Judov in umetnosti. Ampak se spomnim, veš, da sem bral o tem, ko je veliki pisatelj Ben Hecht, ki je bil, veš, prava zvezda, kolikor je pač lahko kdorkoli, ki je pisal v Hollywoodu, bil zvezda, poskušal pritegniti ljudi in ni bil posebej povezan z judovstvom, ampak je pisal o tem, kako je po naključju naletel na zgodovino in spoznal, kot je napisal, da je njegov rod Izrael, ter bil res jezen na druge Jude, ki niso spregovorili. Ujel sem se pri razmišljanju, zakaj pa ti ne narediš ničesar? Zakaj ne spregovoriš? Si tudi ti delal enako? Ja, mislim, da sem začel opažati in kar je res prišlo v ospredje, je to, kar se je zgodilo v Hollywoodu po 7. oktobru. Kot da obstaja nekaj različnih skupin. Mislim, da je tisto, kar je še povečalo občutek frustracije, prav to pomanjkanje vzajemnosti. Mislim, da je veliko ljudi čutilo, da so vse te druge skupine ljudi v zadnjih 10-20 letih imele trenutke, ko so potrebovale solidarnost in zavezništvo. In Hollywood je bil tam za njih, ne glede na to, ali so bili Judi ali ne Judi. Potem pa je prišel čas, ko so Judje potrebovali pomoč, pa ni bilo nikogar v bližini. Mislim, da je bil to zagotovo velik del tega. Bilo je tako, kot da, wow, imel sem občutek, da sem bil tam, ko ste me potrebovali, zdaj pa vas sploh ni tukaj. Tako da je bila ta odsotnost res globoko občutena. In vem, da so jo zagotovo občutili ljudje v industriji, ki so, veste, najbolj frustrirajoči zame niso bili nujno tisti, ki niso objavljali izraelskih zastav,
Ampak tisti, ki v drugem tednu oktobra niso mogli podpisati pisma z napisom Osvobodite talce, ker se niso mogli vmešavati ali karkoli že. Tega jaz nikoli ne bom razumel. In zame je to precej neopravičljivo. Mislim, da smo ugotovili, da je bilo v bistvu vseeno, kakšna je bila tvoja povezanost in stopnja vključenosti kot jud. Pred 7. oktobrom bi to nasplošno določalo odziv, ki bi ga lahko pričakovali od tebe po 7. oktobru, glede na to, kako so se odzvali ti hollywoodski ljudje. Tako da mislim, da je bilo veliko med nami, ki smo se ozirali k določenim judovskim osebnostim, ki nikoli niso spregovorile v imenu judovskega naroda. Ljudje, ki še na dober dan ne spregovorijo, bi nenadoma spregovorili na res grozen dan in bili smo šokirani, da tega niso storili. In na nek način jim zagotovo ne dajem odpustka, ampak je malo tako, kaj ste pa pričakovali? Ta oseba ni aktiven član te skupnosti. To je, veste, nekdo, ki bi ga lahko imenovali odtujeni jud, ki je zagotovo jud po rojstvu in povezavah, vendar svojega vsakdana ne živi na kakršenkoli smiseln judovski način. Ne naredi ničesar za judovske cilje, ne prakticira judovstva na noben način. In od teh ljudi nismo smeli pričakovati, da se bodo izkazali ob 7. oktobru. Na nek način smo bili prijetno, nočem reči presenečeni, ampak bilo je res lepo videti ljudi, ki se res identificirajo in čutijo kot angažirani judi, ki morda prej niso bili tako glasni, pa so v tem trenutku rekli, v redu, zdaj bom glasen. Te smo videli. Videli smo tudi ljudi, ki jih pravkar omenjam, ki nikoli prej niso bili glasni, nikoli ne bodo glasni in še naprej niso glasni. In potem so tukaj tisti, ki so nekako vmes. In to so tisti, ki so. Bolj me frustrirajo ljudje, ki so bolj vpleteni. Bi lahko povedali več, pa zaradi kakršnekoli PR občutljivosti, kakršnihkoli razlogov niso. In ti so me frustrirali. Zame ni tako, da bi bil Hollywood kot celota vsi enaki. Vsi ste me razočarali. Ker kot si rekel, veš, nekomu je najljubši igralec vseeno zloben pijanec. Nekateri te bodo pač razočarali. Zame so to tisti, za katere si vedel, da so boljši. Bil si zaveznik drugim ljudem prej. Zdaj so to tvoji lastni ljudje. Vodil si, veš, judovske prireditve že prej. Kje si pri tej stvari? Ti ljudje so me res frustrirali. Ja, mislim, veš, med ljudmi zunaj umetniških krogov obstaja prepričanje, da so posledice, če se javno zavzameš za nepriljubljeno stvar. In očitno je podpora Izraelu je zdaj nepriljubljena stvar, žal, veš, v modnih krogih. In da bi bile posledice. In vem, da je v drugih vejah umetnosti, mislim, v klasični glasbi, zelo težko za ljudi, da spregovorijo v podporo Izraelu. Tisti redki, ki so to storili, veš, dobijo veliko res negativnih odzivov. Ampak slišal sem tudi, in veš, nekdo kot Jennifer Goodwin, ki si jo intervjuval, veš, v svojem podcastu, smo rekli, da to sploh ni res. In res je, veš, res se je od 7. oktobra še bolj poistovetila svojo judovsko identiteto. Nasplošno je to tudi to, kar si ti slišal. Da, nasplošno ni nobenega judovskega črnega seznama za ljudi, ki podpirajo Izrael. To se preprosto ne dogaja. Rekel bi, da se dogaja naslednje. To je veliko bolj splošno poslovno vprašanje, ki zadeva določene blagovne znamke ali projekte. Morda ne želijo biti povezani z nekom, ki glasno in odkrito izpostavlja kakršnokoli temo. To ni judovsko-izraelska stvar. Nekateri ljudje preprosto želijo prodajati, recimo, superge. Nočejo imeti opravka z nikomer, ki v to meša karkoli drugega kot kupite te superge. Kot igralka, ki je igrala Sneguljčico. Nekaj takega, kot je bila tista situacija. Veš, ki so jo okrivili, da je uničila film, ki bi verjetno propadel v vsakem primeru, ker je, veš, postala zelo glasna, veš, na levici. Prav. Ampak v taki situaciji sploh ni pomembno, kakšna je v resnici tema. Če izbereš neko vročo temo in prineseš to napetost v komercialni projekt, ljudje nočejo takšne drame. In to razumem, ker poskušaš nekaj prodati. Enako bi bilo, če bi na veliko govoril o Izraelu in bi, veš, tam zgoraj poskušal prodajati superge ali karkoli že. Ampak v smislu kot naprimer, jaz sem velik podpornik Izraela. Tega tipa ne moremo zaposliti. Tega, kolikor jaz vidim, ni. Pravzaprav pa vidim, da je veliko takih, ko enkrat dvigneš glavo in dvigneš roko ter rečeš, ja,
jaz sem eden tistih Judov, ki so za Izrael. Najdeš vse svoje rojake po celotnem poslu, ki so kot v redu, super, kaj lahko skupaj ustvarimo? Katere projekte zdaj vsi skupaj nujno poskušamo narediti, prodati in povedati? In to vidiš po celotni industriji, od studijskih direktorjev do producentov, scenaristov in igralcev. Kot da so vsi, ki jim je mar po 7. oktobru, vključeni na način, kot prej niso bili, z večjim tveganjem, večjo nujnostjo. In glej, te zgodbe je težko povedati in ustvariti iz več razlogov, vendar ne zaradi nekakšnega uvrščanja na črno listo. Ne zaradi tega, kot da ne maramo Izraela, ne maramo Judov, ne bomo povedali vaše zgodbe. Bolj gre za to, da če je težko povedati zgodbo, je to zato, ker imamo težave pri iskanju pravega človeka ali kaj podobnega, da bi to judovsko zgodbo povedali. Tako, na primer, Netflixova serija Nobody Wants This. Zame je to popoln primer tega, kar bi morali vsi v Hollywoodu poskušati narediti, kar je odlično. Romantična komedija, sodobna, z velikimi zvezdami, res privlačna. Gre pa v celoti za Jude in o tem, kako zelo Judje radi biti Judje. Neverjetno, preprosto, popolno. Težje postane, če nimaš Kristen Bell in Adama Brodyja, da bi igrala v tvoji oddaji. To je lahko veliko težje. In morda imaš težave pri iskanju te osebe, ker je nervozna glede sodelovanja v judovskem projektu. Tam se lahko pojavi takšna težava. Ali pa je zgodba, ki jo poskušaš povedati, nočem reči preveč judovska. Ampak bolj v smislu, da ni dovolj univerzalno privlačna kot zabavna vsebina, da bi imela svoje prednosti tudi zunaj tega, da je pomembna judovska zgodba. Ker bo za produkcijo potrebnega veliko denarja in boš potreboval širše občinstvo, da dobiš denar nazaj, kaj ne? Točno tako. To je trg, kaj ne? Torej ne more biti tako, da delam ta film samo za 15 milijonov Judov na zemlji in potrebujem, da ga vsak od njih vidi, da dobim kakšen cent nazaj, kaj ne? Mora biti tako, da je to res zanimiva zgodba, to so res zanimivi liki. Mimogrede, so Judje in način, kako govorijo, komunicirajo in živijo svoja življenja, je judovski. To so vrste projektov, na katere bi se morali osredotočiti in so v ozadju. In ljudje resnično delajo na njih. Samo, trenutno je to težek posel. Kakorkoli, težko je kaj narediti. Kot večina ljudi ve, se Hollywood hitro spreminja in težje kot kdajkoli prej je narediti kaj izvirnega. Torej, vse skupaj je skupek različnih dejavnikov. Ampak če povzamem, nisem imel občutka, da bi kdo rekel, ta tip govori o Izraelu, ne moremo ga zaposliti. Kot sem že omenil, so Judje očitno igrali pomembno in osrednjo vlogo pri nastanku Hollywooda, v filmski industriji in kasneje na televiziji. Mi smo ga ustvarili. Ja, točno tako. Čeprav muzej Hollywooda sprva o tem ni želel govoriti, ampak pustimo to ob strani. Toda prikaz judovskega življenja, razen kot izjeme ali kot žrtve ali kot skupine, ki si želijo asimilacije, ni bil nekaj, kar bi večina Judov v Hollywoodu posebej želela ali bila pripravljena prikazovati. Veš, medtem ko so antisemiti vedno želeli prikazati Hollywood kot judovsko ustanovo, so si Judje v Hollywoodu, v zlati dobi Hollywooda, želeli biti karkoli drugega kot predstavniki Judov ali celo njihovi zagovorniki. Kot sem rekel, kot je Ben Heck ugotovil v 30 letih prejšnjega stoletja. Očitno je Hollywood 20 let 21. stoletja zelo drugačen. Kako pa misliš, da je ta zgodovina vplivala na odziv Judov v zabavni industriji na 7. oktober in trenutni porast antisemitizma po vsem svetu? Ali še vedno obstaja neka zadržanost, poleg tržnih dejavnikov, da bi se resnično poglobili v pristno judovsko zgodbo? Veš, očitno jih ne skrbi, da ne bi bili asimilirani na način, kot so bili na primer vodje studijev v 30 letih. Ampak misliš, da obstaja neka zadržanost do pripovedovanja judovskih zgodb? Ja, pravkar si zajel vse vidike tega. Mislim, danes vidimo nekakšen podedovan etos iz 30 let, kjer, kot si omenil, v 30 letih in spet, skoraj, mislim, da res. Razumem te ljudi. Razumem, zakaj so takratni vodje studijev spremenili svoja imena iz Shmuel Goldfish v Samuel Goldwyn. Veš, ni šlo toliko za to, da je grozno biti Jud, ampak bolj za to, zdaj sem Američan. Sem se preselil sem iz vzhodne Evrope. Želim biti del te družbe. Ustvarjamo to ameriškost. In veš, kar je zanimivo, je seveda to, da je klasični Hollywood res prežet z judovskim pripovedovanjem zgodb in moralo.
Samo tako jih niso imenovali. Niso bile judovske zgodbe. Pa tudi veliko judovskih igralcev. Ja, seveda, povsod, ampak ne odkrito judovsko. In ponavadi so igrali ne Žide, veš, ljudje kot Paul Muni, ki je bil vsaka narodnost razen Jud, kar je v resnici bil. Razumem, zakaj je bilo takrat tako. In mislim, da danes vidimo preostali učinek tega občutka, da moramo zmanjšati poudarek na judovstvu in da moramo biti preprosto Američani. Smo in mislim, da je to nekako temelj. In mislim, da se je od takrat na to še dodatno nalagal ta nekritično sprejet strah, kaj pa, če bomo preveč očitni. Rekli bodo, da Judi nadzorujejo to in da Judi počnejo ono, na kar je moj odgovor vedno. To tako ali tako že govorijo. Torej lahko vsaj nekaj pridobimo iz tega. Veš, pravzaprav sem imel ta točen pogovor, točno to izmenjavo z Jasonom Alexandrom v svojem podcastu. In on je razložil, nekako sem ga vprašal, zakaj. On je razložil, no, mislim, da obstaja ta strah. In sem rekel, pa sej to tako ali tako govorijo. Zakaj potem tega preprosto ne naredimo? In rekel je nekaj takega. Veš, o tem nisem razmišljal. Veš, mislim, da tega nihče ni izval. Mislim, da je veliko tega podedovanega. Mislim, da je to preprosto način, kako Hollywood deluje že dolgo časa. Nočemo, da bi izgledalo, kot da smo mi glavni, ker vsi pravijo, da mi nadzorujemo. Torej, kakršnokoli moč imamo, je ne bi smeli uporabljati v korist svojih. Poskrbeti moramo, da vedno pomagamo vsem drugim, kar je super. Dobro je pomagati drugim, vendar smo pogosto izključeni iz te podpore. In potem mislim, da je tudi pomembno poudariti, da mnogi Judje v Hollywoodu že tako niso dejavno vključeni v judovsko življenje. Tako da, spet, pričakovati od teh ljudi, da bodo vodili in podpirali judovske projekte, judovske prioritete in dajali prostor judovskim glasovom, tega ne bodo storili. Ne vidijo se v tej vlogi, ne vidijo tega kot svojo odgovornost. Veš, ne bi bil presenečen, če bi v eni ali dveh generacijah njihove družine popolnoma izgubile svojo judovsko povezavo. To so tiste vrste Judje, ki so se oddaljili od vere. To je veliko Judov v Hollywoodu. Veliko Judov v Ameriki, kaj ne? Ja, hotel sem reči, da je to največji demografski del judovstva, kar demografi imenujejo Judje brez vere. Točno tako. Recimo, mislim, da je v Los Angelesu nekaj takega, okoli 40% ali 30%. Torej bi si mislil, da je v Hollywoodu podoben odstotek, da mnogi Judje, o katerih govorimo, pravzaprav sploh ne štejejo za Jude z vidika judovske odgovornosti ali prednostnih nalog v tej industriji. Ja. To me pripelje do naslednjega vprašanja, ki je, veste, mislim, da je bila ena največjih spoznanj o sodobnem judovstvu izjava Sinti Ozek, da je univerzalizem parohializem Judov. In to je nekaj, kar bi rad raziskal z vami. Zagovarjanje univerzalnih vrednot je očitno pomemben del judovstva, vendar ni vse. In vendar se zdi, da je ta vidik judovske civilizacije tisti, na katerega se lahko večina ameriških Judov, saj smo bili večinoma vzgojeni v liberalnih političnih in družbenih vrednotah, najlažje oprime. In to je temelj številnih dobrih stvari, ki so jih Judje dosegli v Ameriki in drugod, vendar jim je to tudi otežilo, da bi se znali braniti. Mnogi celo med tistimi Judi, ki najbolj odprto sprejemajo svojo judovsko identiteto, zlasti v umetnosti, se zdijo veliko bolj zainteresirani za stališče druge strani, kot pa za perspektivo Izraelcev ali Judov. Kar je po eni strani odlično za spodbujanje dialoga kot takega, vendar pa to dejansko ne pomaga braniti Judov v njihovi državi, ko je ta pod obleganjem in preplavljena ne le s kritikami, ampak tudi s krvnimi obtožbami in delegitimizacijo. Tudi po 7. oktobru se zdi, da se jim je zelo težko postaviti za Jude na način, kot se druge skupine postavijo zase. Ali je to eden od razlogov, zakaj je bil odziv Judov v umetnosti na trenutno krizo? No, mislim, da je po mnenju mnogih v občinstvu tako razočarajoč. Mislim, da je to zelo pronicljivo opažanje in mislim, da je odgovor da. Mislim, da je to zelo ameriška različica judovstva, ta ideja, da je judovstvo enako tikun olam. Začetek, sredina, konec. To je vse. In seveda, to ni vse, kar judovstvo je. To je zagotovo pomemben vidik judovstva in lep del, kot si rekel, del tega, kar nas je naredilo tako živahen del vseh družb, v katerih smo bili, je način, kako nam je mar. Mislim, to je ena naših glavnih zapovedi, na 100 različnih načinov skozi judovsko liturgijo in svete spise. Skrbi za tujca, skrbi za vdovo, skrbi za siroto, skrbi za svojega sovražnika, skrbi za to
To je izjemno pomembno. Pika. In to ni vse. Potrebujete celoten paket. Smo veliko več kot samo ta en sklop vrednot, ko gre za to, kdo so Judje. In če je vaša celotna definicija, kaj pomeni biti Jud, družbena pravičnost, potem vaša vera, vaše pleme v resnici ni judovsko ljudstvo, ampak družbena pravičnost. In na to samo nekako nataknete kipo. Ja, mislim, gledal sem tvojo epizodo z Jasonom Alexanderjem in on je, veš, res odličen. On je tako nadarjen in res se je izkazal, veš, skozi svojo kariero, veš, zavzemal se je za judovske zadeve. Ampak zdelo se mi je zanimivo, ko je govoril o tem, kako je bil sprva zadržan, da bi se zavzel za, veš, otroka, ki je bil talec. Veš, na začetku, po 7. oktobru. Ampak želel je govoriti o otrocih kot takih, veš, ali vsaj, veš, ni mu bilo prijetno govoriti samo o izraelskih žrtvah in ne tudi o Palestincih, ki so bili žrtve. In jaz sem bil tako, no, veš, razumem to, ampak to tudi ni nekaj, na kar bi kdo na drugi strani pomislil, da bi naredil. Ja, in on ni edini gost, ki sem ga imel, ki je izrazil podobno občutje. Veš, da je to razkril. Spet, verjetno je to skoraj da nesporno. Skoraj v njih samih, ta instinkt, da resnično morajo deliti. Kot naprimer, Počakaj. Tu ne dajem prednosti svojim. Ne postavljam Judov na prvo mesto. Bog ne daj, da bi bil samo za Jude. točno tako. Bog ne daj, da bi kdo mislil, da imam, veste, zvestobo do ene skupine ljudi bolj kot do katerekoli druge. In mislim, da je v redu, če v življenju postaviš svojo družino na prvo mesto. Veste, seveda, če je vse drugo enako. In to nudi ni igra z ničelno vsoto. Veste, lahko naredite video za enega talca, potem pa naredite še toliko drugih videov za kogarkoli drugega, kolikor želite. Ampak ne bi smelo biti tako. Verjamem, da ti ni treba oklevati ali dvomiti v svojo željo, da stopiš do svojih ljudi, ko te najbolj potrebujejo. Mislim, da se zato nihče ne rabi upravičevati. To je povsem naravno. In spet, kot si rekel, ne samo, da druga stran te enačbe nima teh pomislekov. Nobena druga skupina nima teh pomislekov. Ne boš videl azijsko-američana, ki bi rekel, o ne, azijsko-američani so napadeni. Ne vem, če naj kaj rečem, ker moram skrbeti za druge skupine. Bi se oni spraševali, sem naredil dovolj zanje? Ne, gre za to, da napadate mene. Jaz bom branil svojo skupino. To je zelo naravno. Nenavadno je, da se počutiš, kot da se moraš za to opravičevati. In spet, to je lahko oboje hkrati. Nihče ne pravi, da mora biti to igra z ničelno vsoto. Jaz ali nihče, ampak v redu je, da daješ prednost svojim ljudem, svoji identiteti. To je naravno, to smo mi. Nič ni narobe s tem. Ja. No, ko že govorimo o družini, živimo v politično razdeljeni kulturi. Mislim, da ima vsaka judovska družina, tako kot vsaka ameriška družina, svoja razhajanja glede politike, pa tudi glede Izraela v svetu po 7. oktobru. Ste del družine zelo znanih javnih osebnosti, ki niso sramežljivi pri izražanju svojih mnenj. In ne da bi želel drezati v bolečo točko, je tvoj brat Ben javno zavzel stališče o Izraelu, ki je zelo drugačno od tvojega, ali tistega tvojih staršev, če smem dodati. Kako se spopadate s temi razlikami? Ali obstaja način, da to storite pri vprašanjih izjemnega pomena, ne da bi pri tem škodovali odnosom? Ker tudi če se dogovorite, da o določenih stvarih ne boste govorili, in mislim, da veste, vsi imamo družine in veste, za zahvalni dan ali pašo, veste, da obstaja nekakšno politično premirje. In če ni političnega premirja, veste, lahko pride do težav. Ampak, ko ne govorite o stvarih, do katerih vam je obema mar, lahko takšna tišina prav tako vodi do nesporazumov, prav tako kot prepiri. Popolnoma se strinjam. Mislim, da s svojimi vprašanji skoraj da že sam odgovarjaš nanje, ker so tako na mestu, Jonatan. Zelo judovsko je postavljati vprašanja z vprašanji. Ja, veš, popolnoma imaš prav. Karkoli že, Kadarkoli imaš odnos, do katerega ti je mar in pride do nesoglasja ali razlike, če želiš ta odnos ohraniti, moraš odnos postaviti na prvo mesto. In ko postaviš odnos na prvo mesto, to pomeni komunicirati. to pomeni komunicirati znotraj odnosa tako, da pokažeš, hej, ti si nekdo, ki mi veliko pomeni.
Rad bi razjasnil nekaj. Želim si, da se res razumeva. Rad te imam. To je stvar, glede katere se ne strinjava. Ampak ti si še vedno ti, jaz sem še vedno jaz. O teh stvareh lahko govoriva. In mislim, da je že samo ta pogovor pomemben. In veš, v svoji oddaji sem veliko govoril o tem, kako imeti te globoke, dolge pogovore. In to morajo biti globoki, dolgi pogovori. To ni, veš, ta vrsta odnosa, o kateri govorim, ni namenjena tvojemu staremu cimru s faksa, ki mu včasih kaj tvitneš. To je nekaj drugega. Veš, moj lakmusov test je vedno ta. Če se s to osebo ne bi dobil na večerji iz nobenega drugega razloga, kot zato, da bi se prepiral o Izraelu ali čem podobnem, potem to ni odnos, v katerega bi se moral zdaj truditi vlagati in ga reševati. Če pa je to nekdo, s katerim bi se dejansko rad videval in bil v njegovi družbi, potem pojdi in bodi z njim. Daj si prostor. Imejta pogovor, kjer lahko varno in iskreno povesta, iz kakšnih izhodišč vsak od vaju izhaja. In ko prideta do konca tega, verjetno ne bosta spremenila mnenja drug drugega. Ugotavljam, da pogovor običajno nikomur ne spremeni mnenja, veš, ampak prideš do razumevanja, odkot prihaja drugi. In to ti omogoči, da rečeš, v redu, razumem. Ta oseba ni popolnoma nora pošast. Veš, in oni vidijo, da nisem genocidni manijak, kot je bila njihova največja bojazen. Pravzaprav smo samo ljudje, ki smo iz različnih razlogov prišli do različnih zaključkov. In zdaj lahko nadaljujemo s svojimi življenji. In če želimo o tem govoriti kdaj drugič, lahko. Ni nam treba. Verjetno ne bomo, ker veš, vemo, da se ne strinjamo. In raje bi samo uživali v skupnem času kot običajno in ohranili ta odnos. Ampak vemo, da je pot odprta in da ni tega skritega spraševanja, te skrite napetosti, tega skritega suma, kaj ta oseba misli, kaj govori za mojim hrbtom. Kaj v resnici misli o tem? Ker si to povedal na glas in potem lahko nekako pustiš to za sabo ter živiš svoje življenje. Ne da bi prevzel čustveno odgovornost za to, kaj ta oseba misli. Odgovoren si samo za ohranjanje odnosa z osebo, do katere ti je mar. Zato mislim, da ne le, da je to zelo mogoče narediti pri kakršnem koli večjem razkolu z osebo, do katere ti je mar, ampak je tudi nujno, da to narediš. In to je, veš, nekaj zdravilnega in takega, kar te ohranja pri moči. In glej, spet, glavni pridržek pri tem je, da sta za tango potrebna dva, kaj ne? Torej, mislim, če je nekdo, ki se je resnično, veš, tako uničevalno obrnil v določeno smer, da spravljajo nate in nočejo imeti nič s tabo in govorijo grozne stvari o tebi. In, veš, tega ne potrebuješ. Tako da odnos deluje le, če si ga želita oba. In žal, imam srečo, da se s tem nisem soočil. Ampak poznam veliko ljudi, kot sem prepričan, da jih poznaš tudi ti, kot jih pozna večina Judov danes, ki so se s tem srečali sami ali pa nekdo, ki jim je blizu. Imajo grozljive zgodbe o tem, kako so najboljši prijatelji prekinili stike z njimi, veš, ker, podpiraš Izrael, zame si končal. Kar je zame, žal, nerazumljivo, kako se to lahko zgodi. To je tako kruto. Ampak glede tega ne moreš ničesar narediti. Če je nekdo tako grozen, je to pač on. In s tem bodo morali živeti. Pa če bodo zaradi tega lahko spali ali pa ne. Ampak upam, da si v situaciji, kjer izhajaš iz svoje ranljivosti in postaviš odnos na prvo mesto, ne prepira ali vsebine. Ne gre za to, da bi spreminjali mnenje. Edini cilj je, kako se vidiva in ostaneva povezana v odnosu, ki nama veliko pomeni. Na splošno, upam, da lahko ohraniš ta odnos. Ja, mislim, da je to zelo dober nasvet. Mislim, da je težava v tem, da naša splošna kultura gre oziroma se premika in se je premikala v drugo smer. Spomnim se, da sem slišal od rabinov in, veš, po letu 2016 in tistih predsedniških volitvah, da so se pari ločevali zaradi svojih občutkov glede Trumpa. In sem si mislil, no to je res noro. In obstaja toliko boljših razlogov, zaradi katerih bi se poročeni pari lahko prepirali, kot pa zaradi politike. Ampak vendarle, to je nekaj, kar se res dogaja. In mislim, veš, to se je preneslo na vsako vprašanje. Ampak zagotovo, odkar je Izrael postal tako osrednje vprašanje v kulturi, mislim, da to ljudi potiska v te negativne smeri, kjer imajo skoraj občutek, da izgubljajo status lojalnega pripadnika strani, na kateri so.
Če niso jezni na sorodnike ali ljudi, ki so jim zelo blizu, če se z njimi ne strinjajo. Ja, to je lažna resničnost, kaj ne? Ampak to je tisto, kar so družbena omrežja, to je tisto, kar je velik del naših življenj zdaj. To je virtualna ali lažna resničnost. Ja, kar mislim je, da ideja, da nimamo nobene besede pri tem, kako vodimo razpravo drug z drugim, ali pa da je od leta 2016 dalje tako. In strinjam se, da je vzpon Donalda Trumpa res odprl to grozno nevljudnost. Na način, ki ga zdaj imamo za sprejemljivega, ko govorimo drug z drugim in gledamo drug na drugega. V tej državi in potem večinoma po vsem svetu se je to res začelo v zadnjih 10-15 letih. Tega nam ni treba več početi, ker je to nekako že v zraku in vidimo, da to počnejo drugi ljudje. Na televiziji, v naši politiki, na družbenih omrežjih in okoli nas. Rečemo si, mislim, da je to zdaj tisto, kar počnemo. Ampak lahko se odločimo, da tega ne bomo počeli na enak način, kot nekako izgubljamo kritično mišljenje kot veščino. Ni tako, da ne bi bili sposobni kritičnega razmišljanja. Samo opažamo, da veliko ljudi tega ne počne. In tako nadaljujemo. Ne da bi sploh, to je seveda nezavedno, ampak si mislimo, verjetno mi ni treba sodelovati pri tem. Lahko samo nekaj preberem na spletu in predpostavim, da je to pravilno, ter začnem o tem govoriti, ne da bi sploh kaj kritično razmislil. Moramo še naprej vztrajati in poudarjati, hej ne, tukaj lahko sprejmeš odločitev. Lahko se pogovarjamo spoštljivo, lahko se vidimo kot ljudje. Obstaja veliko več stvari, ki nas združujejo, kot pa tistih, ki nas delijo. Kar običajno zdaj naredimo, je to, da poiščemo eno stvar, glede katere se ne strinjamo. Kot da imamo celo pojedino pred sabo. Strinjamo se glede glavne jedi, strinjamo se glede sladice, strinjamo se glede predjedi. Torej je eno zrno graha v prilogi, glede katerega se ne strinjamo. In zdaj bomo celo pojedino naredili o tem grahu. In če se ne moreva strinjati glede tega graha, zame ne obstajaš. In to preprosto ni način, kako imeti dobro pojedino. In na nek način se odpovedujemo svoje odgovornosti pri tem. Saj lahko izberemo, da se obnašamo bolj spoštljivo in bolj pozitivno. Na način, ki dejansko ustvari nekaj dobrega. Namesto, da bi preprosto šli s tokom in pustili, da stvari zamrejo ter razpadejo v sovražno retoriko, razdvojenost in polarizacijo. Tukaj lahko izberemo, lahko se odločimo. Ni naravni zakon, da morajo biti ljudje med seboj polarizirani in se sovražiti v svojih taborih. Nihče ni rekel, da mora biti tako. Ja, tako se je kultura nekako razvijala. Veš, včasih sem imel debatni program s svojim starim prijateljem, J.J. Goldbergom, ki je bil dolgoletni urednik časopisa Forward. In imela sva te leve-desne debate. Ampak bistvo tega je bilo, da sva bila stara prijatelja in sva lahko govorila vljudno. In hodila sva po vsej Severni Ameriki, mislim, da celo v Jeršuju, kjer je bil rabin Volpe. Pogosto pa je bilo zanimivo to, da sva se prepirala o Izraelu in vseh mogočih drugih stvarih. In na koncu sva ljudi spomnila, da imajo več skupnega, kot pa stvari, ki jih delijo. Ampak pogosto je bila reakcija občinstva takšna, da so rekli, vi se pravzaprav ne razlikujete tako zelo v mnenjih. In potem sva odgovorila, ampak ste sploh poslušali? Nisva počela drugega, kot se prepirala, ampak oni so se odzivali na ton. Nisva se drla drug na drugega, sva se smejala skupaj. Včasih sva se tudi malo zafrkavala, ampak sva govorila spoštljivo. In bili so naučeni misliti, da če tako ravnaš, to v resnici sploh ni nestrinjanje. Prav, točno tako. To je mišica, ki pozabljamo, kako jo uporabiti, ampak jo imamo. Imamo to sposobnost. Vedno smo jo imeli. Samo kot praviš, kultura nam daje dovoljenje, da ta mišica zakrni. In zato moramo nenehno spodbujati soljudi in člane skupnosti, da uporabljajo to mišico. Ne samo zato, ker je dober občutek ali ker je to prava stvar. To je boljše za vse. Mislim, da je to res pozitivna izkušnja. Ni nobene slabe strani. Ni nobene slabe strani. Ne, res je ni. Ampak tudi ni več toliko zanimanja, bi rekel, niti v judovski skupnosti za takšne debate, kot smo ugotovili. Ne vem, pravkar sem gledal lepo debato. Mislim, da je veliko ljudi spremljalo debato med Derovom Hornom in Deboro Lipstadt. Sapirjeva debata je imela tudi veliko odziva.
Ja, ne, poslušaj, ne pravim, da je to nemogoče, ampak po mojih izkušnjah je nekoliko manj zanimanja za to kot prej, preprosto zato, ker so ljudje postali tako jezni glede vsega. Ampak tudi, veš, naj preidem na naslednje vprašanje, ki je, da je eno govoriti o tem, da daješ prednost odnosom in družini, ko gre za nesoglasja v družini. Ampak kje kot skupnost potegnemo črto? Večkrat si govoril o pomembnosti vključenosti. Ampak odgovor na to bi lahko bil, da če je vse, za kar se zavzemamo, vključenost, potem v resnici, veš, to pomeni, da v resnici ne zagovarjamo ničesar. Kje bi morali kot skupnost potegniti meje? Ker če sem se v svoji karieri novinarja kaj naučil, je to, da si vsi želijo postavljati meje, le da se ne strinjajo, kje naj bi bila ta meja postavljena. To je očitno, to je široko vprašanje. Mislim, da tudi če so meje postavljene in seveda, kot praviš, povsod obstaja neka meja za nekaj, morajo vrata vedno ostati odprta. To sem želel povedati. Vedno moramo ponuditi izhod. Vedno bi moral obstajati izhod. Če in ko si pripravljen spremeniti svoje mnenje, so naša vrata odprta. To se mi zdi zelo pomembno. Ampak mislim, da to nujno ne pomeni, da ni nobene meje. Vsi so vedno dobrodošli. Mislim, in o tem sem dejansko že govoril, naprimer v okviru judovske organizacije. Pojavilo se je vprašanje. Bil sem z nekaterimi voditelji judovskih organizacij. Kje naj potegnemo mejo glede antisionističnih ljudi, ki delajo v judovskih organizacijah? In osebno sem menil, da ste povsem v svoji pravici, da potegnete mejo. Če ste judovska organizacija, katere poslanstvo je na nek način, veste, širjenje judovskega naroda ali podpiranje določenega vidika judovstva ali judovskega ljudstva, da rečete, hej, če ste na kakršenkoli način proti obstoju judovske domovine, to ni organizacija za vas. Pojdite z Bogom, pojdite delati nekam drugam, kjer bi bilo primerno za vas. Ko si premislite, imamo delo. Pridite na bogoslužje. Super. Ampak ni vam treba delati tukaj. In mislim, da je to popolnoma v redu. To je povsem sprejemljivo. Mislim, da je treba takšne meje postaviti. In znotraj vaše sinagoge, veste, se bodo te meje nekako same od sebe začrtale. Veste, če smo v sinagogi, kjer molimo za državo Izrael in vsak konec tedna molimo za izraelske vojake, če ste nekdo, ki mu je to neprijetno, boste sami določili, ali želite oditi ali ne. Sinagoga vam nikoli ne bo rekla, da morate oditi. Vrata so vedno odprta. Ampak če vi... Ali pa bi vsaj morala biti. Vsaj morala bi biti. Ampak sam boš odločil. Jaz tukaj ne moram biti več. To niso moje vrednote. In ti boš postavil svojo mejo. In če to ni zate, potem pojdi z Bogom, pojdi drugam. Če si premisliš, je tukaj. Za me je to pravi odnos. Tukaj smo, če si premisliš. Ampak če bo nekaj, kar je tebi tako pomembno, v nasprotju z nečim, kar je nam tako pomembno, potem to morda ni prostor zate. Ja, mislim, da je to zelo pomembna točka, ker je vprašanje, ali je vse stvar razprave prisotno tudi v tako raznoliki skupnosti, kot so Judi. Veš, lahko je reči, da se lahko vsi ne strinjamo glede tega, kakšne naj bodo davčne stopnje. Ampak ko gre za uničenje edine judovske države na planetu, kjer živi polovica vseh Judov na svetu, obravnavati to kot nekaj, o čemer se lahko razpravlja, veš, lahko ti povem, da sem pripravljen razpravljati skoraj o vsem, ampak o tem pa ne želim razpravljati. Ja, strinjam se s tabo in moja opomba je, da mislim, da je pomembno, še posebej pri mlajših Judih, zagotoviti, da obstaja prostor v teh skupnostih. Da imajo možnost pogovora, postavljanja vprašanj in izražanja pomislekov. Mislim, da je to res pomembno, ker če tega prostora ne ustvarimo, v bistvu ustvarimo binarno situacijo, kjer je tako, ali ljubiš Izrael. In če ne ljubiš Izraela, to pomeni, da si na drugi strani, kar pomeni na strani, ki sovraži Izrael, ne glede na to, ali ga dejansko sovražiš ali ne. In nočemo ustvariti te binarnosti, nočemo, da bi bilo vse ali nič. Ali si popolnoma usklajen, zaljubljen v državo Izrael, karkoli to že pomeni za mojega rabina, to pomeni tudi zame, ali pa grem stran. Imeti moramo nekaj srednje poti, kjer lahko nekdo pride in reče, da se ob tem počuti nelagodno. To zato, ker vemo, da ljudje ves čas poslušajo to stalno hrupno protiizraelsko propagando, še posebej mlajši. Povsod je na družbenih omrežjih, v šolah, med njihovimi prijatelji.
In če jim ne damo prostora, kjer bi lahko prišli in se motili ali postavljali vprašanja, jih bomo izgubili. In mislim, da je res ključno, da to ustvarimo. In pošteno povedano, takšni so tudi odrasli. Odrasli, ki, veste, niso dobili nobene izobrazbe in zdaj dobivajo isto. Veste, izobražujejo se istočasno kot njihovi otroci in so deležni istih informacij. Zagotoviti moramo prostor, kjer lahko izrazijo svoje skrbi. Ampak na koncu dneva mislim, da obstajata dve glavni ločnici. Prvo je, ali bi Izrael moral obstajati ali ne. To se mi zdi precej jasna meja. Lahko razpravljamo o politiki. Kot pravim, nihče ne kritizira Izraela tako kot Izraelci vsak dan. Absolutno. Tam nimamo nobenih težav. Ampak, veš, moramo se strinjati, da menimo, da bi morali biti Judi sami svoji gospodarji in da je to edini kraj na svetu, s katerim imamo vsi skupaj povezavo. In da obstajajo. Da obstajajo določene spet organizacijske stvari, kjer to ni primerno. Če je moja izjava o poslanstvu, to je. Veste, tukaj izvajamo izobraževanje o Izraelu in zbiramo sredstva za kibuc v Izraelu. In če te to ne zanima, potem to morda ni prostor zate. In nam ni treba razpravljati, ali bi morali zbirati denar za kibuc. Beri? Če te to tako moti, potem to ni prostor zate. Ja, mislim, da je to res. In iskreno, mislim, da je. Veš, Izrael ali ne, Izrael res edina tema, ki je trenutno zares v ospredju. Veš, vprašanje o tem, kje naj bi bila meja. Vse stvari, ki so bile res pomembne pred 20 ali 30 leti, mislim, da niso več pomembne. Še posebej ne po 7. oktobru. Zanimivo. Zanima me, zakaj tako misliš. Tako mislim, ker sem bil del te razprave zadnjih 30 let. O tem, ali naj Izrael sploh obstaja, da ali ne. Mislim, da je to trenutno edino resnično vprašanje. Ker mislim, da je dolgo časa nekako judovska skupnost. Izrael sam je bil zelo razdeljen glede, veste, nekako politike mirovnega procesa. In to se je odražalo v razpravi tukaj, v Združenih državah. Ampak o tem res ne govorimo več. Govorimo o nečem veliko bolj osnovnem. Anticionizem ni bil nekaj, kar bi se recimo razpravljalo ali pa bi bilo nekako nekaj običajnega. Na uredniških straneh recimo New York Timesa pred 20 ali 30 leti to ni bilo nekaj običajnega. Zdaj pa je to zelo običajno. Zato gre. To je v veliki meri bistvo argumenta. In na tej točki mislim, da je to nekako edina stvar, na katero bi se morali osredotočiti. Mislim, saj veste, ker tam smo zdaj. Tja so nas dogodki pripeljali. Mislim, da je moje razumevanje nekoliko drugačno, če uporabim tvoj primer New York Timesa, na primer. Veš, ko govorijo o anticionizmu, vidim dve stvari. Prvo, vidim, da gre v bistvu za gibanje, ki temelji na sovraštvu. In dejansko ni nobene resnične intelektualne razprave ali diskurza. Veš, to je to. To je na obrekovanju temelječe sovraštvo do Judov, kot smo videli pri Sovjetih v prejšnjem stoletju. Ali pa gre za nekakšno napačno opredelitev cionizma, kot da pomeni način vladanja države, kakršnega uveljavlja desničarska vlada Bibija Netanjahuja, in enačenje celotnega Izraela s tem. Na način, za katerega verjamem, da če bi lahko zgolj tlesknili s prsti in bi bila na oblasti popolnoma drugačna vlada, ki bi počela popolnoma druge stvari. Mislim, da bi se pogovor, njegova narava, spremenil. Ali mislim, da bi se spremenilo tudi razpoloženje? Ne nujno, vendar pa mislim, da bi se narava tega, o čemer bi razpravljali, spremenila. Če ne bi gledali na vlado, ki jo vsaj nekateri dojemajo kot tisto, ki dovoljuje ali podpira nasilje naseljencev oziroma ima ambicije prevzeti Gazo, Libanon in Zahodni breg. To je vsaj dojemanje te trenutne vlade. Tako da mislim, da bi se stvari lahko spremenile na ravni diskurza, če bo kasneje letos prišlo do spremembe vlade. Ampak bomo videli. No, tukaj bi vam oporekal, ker mislim, da letos ni mogoče izvoliti nobene vlade, ki bi to spremenila. In očitno so Izraelci zelo razdeljeni glede Netanjahuja, niso pa razdeljeni glede vojne. Niso zares razdeljeni glede vojne proti Iranu ali vojne proti Hamasu.
Veste, in navsezadnje, če je Netanjahu na oblasti že vsa ta leta, je zmagal na toliko volitvah. Ni zato, ker bi šlo za kakšno zaroto, ampak zato, ker je druga stran nekako izgubila argumente. In veste, če gre za Bennetta in Lapida, njihova politika glede vojne ne bo tako zelo drugačna. In mislim, če pogledate podrobneje, veliko ljudi, recimo vzamem primer New York Timesa, ugibam, kdo je pravkar dobil Pulitzerjevo nagrado. Lahko greste skozi seznam njihovih piscev, njihovih idej, urednika, ki je pravkar napisal to, ste nori, kaj? Recenzijo knjige o bundu. Veste, v bistvu pravijo, da je vsak, ki misli, da je sionizem neločljiv del judovske identitete, da je Izrael bistven za judovsko identiteto, nor. Mislim, da ne bodo. Ne bodo naklonjeni nobeni vladi, ki bi lahko bila izvoljena v Izraelu. No, mislim, ta zadnji del, ki si ga pravkar povedal, se nanaša na mojo prvo točko, ki sem jo izpostavil. In to je zame le še ena oblika sovraštva do Judov. Če mi praviš, da je to nepredstavljivo, To je oblika sovraštva do Judov, ki je resnično ni bilo videti na uredniški strani časopisa New York Times. Veste, v času, ko so se liberalci prepirali s konzervativci, z nekom kot je Anthony Lewis, je njega zamenjala ta ekipa. ja, ni najboljše, mislim, to je Ja, veš, anticionizem. Bili smo slabo pripravljeni, da bi se soočili s to specifično obliko sovraštva do Judov. Kot družba, kot judovska skupnost, nismo bili naučeni, kako to deluje, kako to prepoznati. Mislim, jaz nisem. Seveda nisem prvi, ki to pravi, ampak veš, ves svoj čas in sredstva smo porabili za poučevanje. Sovraštvo do Judov je enako holokaustu, veš. Tako to izgleda, to je to. Vem, kako prepoznati nacista, in če nisi nacist, ne vem, kako naj prepoznam, ali sovražiš Jude ali ne. In nismo porabili časa, denarja in virov za poučevanje. Naprimer, sovjetski antisemitizem, anticionizem in kako to izgleda, ter kako so bili Judje sami v Sovjetski zvezi pritegnjeni k razgradnji lastnih institucij. In nimamo tega poznavanja in prepoznavanja vzorcev, zato se to dogaja prav zdaj, znotraj družbenih norm, kar pogosto omogoča delovanje sovraštva do Judov. In trenutno skušamo nadoknaditi zamujeno. mislim, da je to zelo pomembna točka. Naj za trenutek pridem nazaj k filmom, ali vsaj k nečemu. Vprašanje povezano s filmom v letu 2024. Bil si del skupine judovskih ustvarjalcev, ki so napisali pismo Akademiji filmskih umetnosti in znanosti, v katerem so izrazili nestrinjanje z novimi pravili glede Oskarjev. Kar zadeva vključenost, ste zahtevali, da so Judje vključeni med tiste premalo zastopane skupine, ki so bile del teh pravil. Mislim, da s tem niste prišli prav daleč, čeprav me lahko popravite, če se motim. Ampak ali lahko DEI, kar v praksi, čeprav nekateri menijo, da je to res le v teoriji, obravnava Izrael in Jude kot bele zatiralce, kar je v bistvu razlog, zakaj se je toliko progresivcev obrnilo proti Izraelu. Ali lahko resnično sprejme Jude, če tisti, ki jim je to pomembno, vidijo Jude kot del razreda zatiralcev in jih ne morejo videti kot žrtve? To je, veste, res ključno vprašanje. Vem, da vi, moji temnopolti prijatelji in zavezniki, menite, da je DEI za vas izjemno pomemben in da vi To jih zelo moti in se počutijo prizadete. Ko vidijo, da judovski glasovi pravijo, naj se vsega znebimo, pomislijo, kaj pa mi, kaj pa vi veste. Po drugi strani pa mislim, da oni ne razumejo povsem, kako to deluje. DEI je bil, kot si omenil, v bistvu uporabljen kot orožje za izključitev ene najmanjših etničnih manjšin na svetu, kar je noro. Zato mi je težko si to sploh predstavljati. Ali obstaja različica, kjer bi morali imeti funkcionalen DEI, veš, učni načrt ali svetovni nadzor, kjer bi raznolikost in vključenost vključevala tudi Jude kot raznoliko etnično manjšino? Seveda. Ko enkrat razumeš, kdo in kaj so Judi, se zelo naravno vključijo v takšen okvir. Ampak če bomo kot svet še naprej popolnoma napačno razumeli, kdo in kaj so Judi, tako skozi binarno pripoved o zatiravcu in zatiranem. In, veste, s tem povezano popolno napačno označevanje in nerazumevanje Judov. Kot večinoma bogato, belo, evropsko skupino ljudi.
kar ni le netočno, ampak tudi ne prikazuje, niti netočno ne prikazuje večina Judov na svetu, ki sploh niso videti kot beli. Ker je tako noro, veste, to je velika težava. Tako da mislim, veste, če bi lahko preklopili stikalo in ves svet bi bil kot, mislite, da so Judi v resnici to pleme iz Izraela, ki je bilo izgnano in razkropljeno po svetu. In zdaj, veste, rekel bi, da smo kot galapaški ščinkavci. Kot da se vsi razvijamo drugače na različnih otokih zaradi evolucije. Razpršili smo se, veste. Nekateri imamo daljše kljune, nekateri moramo jesti to vrsto oreščkov. Ker smo odrasli tam in smo odrasli tam. Ampak vsi izhajamo iz iste izvorne skupine. In to veste, Izrael, kjer živi več kot 50% nas sploh ni večina ljudi, ki so iz Severne Afrike in Bližnjega vzhoda. Točno tako. To so osnovna dejstva. In če bi jih razumeli, bi to vplivalo tudi na DEI. Mislim, da je to res manjkajoči del. Ne mislim, da je DEI sam po sebi nepopravljiv in pokvarjen mehanizem. Pokvarjen je način, kako so Judje razumljeni. In če lahko to popravimo, bi se lahko veliko drugih stvari uredilo. Na tem tvojem javnem judovskem popotovanju, kaj je bilo najbolj presenetljivo, kar si izvedel o svojih kolegih umetnikih in o tem, kako so se odzvali na svet po 7. oktobru in kaj te je najbolj razočaralo? To je pa veliko vprašanje. Na drugo vprašanje bom odgovoril najprej, ker je verjetno lažje. Mislim, kar me še naprej razočara je to, da se ljudje v tem trenutku odpovedujejo svoje odgovornosti. In veste, to me moti. Ne mislim, da mora vsak na tem planetu, veste, splezati na vrh gore in kričati v megafon o Judih ter se postaviti za Jude. Ampak mislim, da mora vsak biti ambasador za Jude v svojem življenju in v svojem krogu vpliva v tem trenutku. In ljudje morajo uporabiti svoje spretnosti, strasti in vpliv, ki ga imajo. Uporabite ta Venov diagram. In veste, tam bi morali imeti vpliv. Saj veste, je malo občutka privilegija in lenobe, če se ne odzovemo na ta trenutek in rečemo, da bo pač tisti drugi poskrbel za to. Bom pač tukaj, bom tiho in delal svoje, medtem ko bodo drugi ljudje, veste, namesto mene bojevali moje bitke. To je bilo razočaranje. Želim si, da bi več ljudi čutilo osebni klic k odgovornosti. Ampak, veste, to je pač človeštvo, kaj ne? V vsakem obdobju, v vsakem trenutku, nekateri ljudje stopijo naprej, drugi pa ne. Takšni smo kot vrsta. To smo videli v 30 letih. Videli smo to vsakič. Zdaj to spet vidimo, ampak veste, vedno boli. Kar se tiče presenečenja, kaj me je presenetilo? Mislim, da sem bil presenečen nad, ne vem, če bi moral kaj povedati. Morda nad tem, kako pozitivno je bilo. Ali pa celo, kako presenečeni so ljudje. Odkriti, kako pozitivno je zame presenetljivo. Ali pa, kako pogosto naredim nekaj, kar se mi zdi ne samo naravno, ampak tudi dobro. In potem nekdo reče, to je pa tako pogumno. In potem moram za trenutek razmisliti o tem. In kar razumem iz tega je, da se tebi zdi pogumno, ker je v tem zate prisoten strah. Ampak zame ni občutka strahu. Ker, veš, veliko bolj bi me bilo strah živeti prikrito ali pa obžalovati čez 20 let. In ko bi pogledal nazaj, bi si rekel, človek, bil sem strahopetec. Ali pa, veš, odpovedal sem se svoje odgovornosti. Ali pa sem živel lažje o tem, kdo sem, samo zato, da bi bilo drugim udobno. To se mi zdi veliko bolj strašljivo, kot pa biti pristno to, kar sem, veš, 24 ur na dan. To mi ni strašljivo. To me osvobaja. To se mi zdi dobro. To se mi zdi prav, to se mi zdi naravno. Res ni tako in ne želim se tukaj hvaliti. Zame pri tem ni nobenega občutka poguma. Za me je to pravzaprav oddaljevanje od tistega, kar me straši, kar bi bilo občutek obžalovanja, ali občutek, da sem razočaral samega sebe, ali svojo družino, ali naredil nekaj narobe v trenutku, ko bi moral ravnati pošteno. To se mi zdi veliko bolj strašljivo. Zato mislim, da me mogoče preseneča, da to ni način razmišljanja vseh ljudi. Ja, popolnoma se poistovetim s tem. Prepričan sem, da se. Katere Jude trenutno občuduješ? Navdihuje me toliko ljudi. Resnično, ker je to trenutek, ko moramo vsi stopiti skupaj,
Me navdihuje vsak jud, ki se odziva na ta trenutek. Resnično. Ne glede na to, ali si nek jud v Iowi, ki pred 7. oktobrom ni bil vključen, zdaj pa začenjaš judovski bralni klub za 10 judov v svoji okrožni skupnosti. To se mi zdi neverjetno in zelo pomembno. In prav takšne stvari nam bodo pomagale prebroditi ta trenutek. Ljudje, ki počnejo take stvari. Sem član nacionalnega kabineta mladih voditeljev Judovske federacije, ki združuje približno 400 judov v 30 in 40 letih iz vse države. In zelo me navdihuje moja skupina v tej organizaciji. In veste, eden redkih, ki se tudi v svoji redni službi poklicno ukvarja z judovskimi zadevami. To so ljudje, ki imajo običajne službe in podobno, vendar v tem trenutku prevzemajo odgovornost. Želijo biti del organizacije, ki podpira judovsko življenje, kjer prevzemajo vodstvene vloge, kjer se vključujejo v svojo skupnost in svojo judovsko identiteto. To me resnično navdihuje. Zato me navdihuje prav vsak, na katerikoli ravni, ne glede na to, kakšen mikrofon imaš. Veliki mikrofoni me navdihujejo, mali mikrofoni me navdihujejo. To so preprosto ljudje, ki pravijo hinani. To me navdihuje. Dobra točka in to je dobra točka, da tukaj zaključimo. Johna, hvala, da si se nam danes pridružil. Kako lahko naši gledalci in poslušalci spremljajo tebe, tvoje delo ter gledajo ali poslušajo tvoj podcast? Hvala za vprašanje. Oddajo Being Jewish with Jonah Platt lahko najdete na vseh vaših najljubših podcast platformah. Apple, Spotify, Amazon, smo tudi na YouTubu. Smo tudi na Jewish Broadcast Service na televiziji. Smo v glavnem terminu ob četrtkih zvečer, ponovitve pa so čez vikend. Vse te informacije so na naši spletni strani beingjewishpodcast.com in lahko me spremljate na vseh družbenih omrežjih pod Jonah Platt ali pod Being Jewish Podcasts. No, to je odlično. Prav tako se želimo zahvaliti naši publiki. Prosimo, ne pozabite vsak dan poslušati Jonathan Tobin Daily Edition, ki ga lahko slišite kjerkoli poslušate podcaste. In ne glede na to, ali nas poslušate na katerikoli od teh platform, ali nas gledate v živo na Facebooku X ali na YouTube kanalu JNS, prosimo, všečkajte in ali se naročite na JNS. Kliknite na zvonček za obvestila in nam dajte dobre ocene. Pišite nam na thinktwice@jns.org in nam sporočite, kje poslušate ali gledate oddajo in kaj si o njej mislite. In ne pozabite, berite in razmišljajte s svojo glavo. Se vidimo spet naslednji teden.